V sredo 28. novembra je ob 19. uri v Mestni galeriji Rimer v organizaciji Občine Slovenske Konjice in Zavoda Zdaj potekala zanimiva razstava portugalskega slikarja Joma Sipe. Na njegovih razstavljenih risbah so upodobljeni Adelmini geometrijski liki iz njene knjige Duh, sila, snov. Razstavo risb sta strokovno pripravila in uredila Heda Vidmar Šalamon in Arpad Šalamon. Ob vsaki risbi je kratek zapis v obliki pojasnila, ki v tišini omogočajo vpogled v izvorno sporočilo. Pozdravljeni, cenjene obiskovalke in cenjeni obiskovalci. Vesela sva, da smo se zbrali tukaj v Mestni galeriji Rimer ob tako posebnem dogodku. Otvoritev razstave, del portugalskega umetnika Joma Sipe, je zagotovo poseben trenutek za naš kraj. Ja, se strinjam. Danes odpiramo razstavo 15 risb, ki so nastale ob navdihu geometrijskih likov, ki jih je v 19. stoletju v svoji knjigi zarisala posebna Konjičanka. Baronica Adelma von Vij. Like je objavila v knjigi za naslovom Duh, sila, snov, ki je prvič izšla leta 1870 na Dunaju. V slovenščini pa je izšla lani, izdal jo je Kud Logos. Knjiga na poseben znanstveni način govori o nastanku sveta. Adelma von Vij jo je pisala v posebnem stanju zamaknjenosti. To pomeni, da je besedilo nastajalo neodvisno od njene volje. Res je bila posebna ta Konjičanka. Toliko dobrih stvari je napravila za ljudi. Joj, kako bi si želela imeti vsaj nekaj njenega daru. Ja, verjamem. Bila je zelo srčna in dobra ženska. Imela pa je tudi posebne duhovne sposobnosti. Bila je znana po svoji dobrodelnosti in zdraviteljskih sposobnostih. Veš, koliko ljudem je pomagala in sploh se ni ozirala na to, ali so bili ljudje revni ali so bili bogati. Prav imaš. Baronica Adelma von Vij je bila znana dobrotnica. Veš, da ste z možem v Konjicah pomagala pri odprtju prve bolnišnice? Me sploh ne preseneča. In veš, kje v Konjicah ste živela? Kje? V vili na današnjem Baron Vaju. Joj, tisti zanimivi park. Z vrtcem smo zelo radi zahajali tja in se tam igrali. Ja, mi tudi. Verino, kako pa misliš, da je portugalski umetnik izvedel za Adelmino knjigo in njene zanimive geometrijske like? Ne vem. Morda pa ga je njena knjiga kar sama poklicala. Kako to misliš, da ga je knjiga kar sama poklicala? Tako se reče, Lan. Včasih se zgodi, da dobimo v roke neko knjigo ravno ob pravem času, ko jo potrebujemo. In to brez tega, da bi jo iskali. Najdemo jo pač na kakšni zaprašeni stari knjižni polici, kjer pritegne našo pozornost. Zato rečemo, da nas knjiga pokliče. Aha, tako si ti to mislila. Nekje sem prebral, da se je Joma Sipe že kot najstnik začel spraševati o pomenu življenja. Raziskoval je in iskal odgovore in tako je nekega dne v knjižnici v svojem kraju našel knjige Helene Petrovne Blavatsky. V njih je našel odgovore na vsa vprašanja. Knjigo Duh, sila, snov pa mu je pred časom podaril njegov prijatelj, profesor Anton Rozman. In tako so bili geometrijski liki na koncu knjige navdih za nastanek 15 čarobnih risb. To je čudovito. Komaj čakam, da odpremo našo razstavo, da bodo vsi zbrani lahko uživali v čudovitih podobah. Besedo pa zdaj predajava profesorju Rozmanu, da nam podrobneje predstavi povezave med Adelmo von Vij in Jomo Sipe. Nekaj besed o, kako je v bistvu prišlo do tega. Z Jome Sipem sva začela sodelovati na enem projektu, ko je pripravljal grafike za Upanišade, za indijske svete spise in smo naredili eno elektronsko knjigo indijskega. Potem je beseda za besedo in sem mu omenil to, kaj je pripravljeno pri nas in je takoj zagrabil zadevo, nekako začutil en poseben navdih in tako je v zelo kratkem času so te
risbe ali grafike nastale. In on je rekel, ali želiš, da ti jih pošljem v Slovenijo? Sem rekel, seveda, to bi bilo čudovito. In no, potem so prišle sem in ob pomoči Aleksandre, gospoda Župana, in seveda Ede in pa sedaj Arpada, Maje, ki so vse to pripravili, smo danes tukaj in bomo imeli priložnost to zadevo pogledati. Joma Sipe se je rodil leta 1974 na Portugalskem, kjer še danes živi in ustvarja. Na začetku svoje kariere je slikal navadne krajine in portrete po motivih z uporabo olja in akrila. Kmalu je spoznal, da lahko s svojimi slikami izrazi notranje občutke in duhovno življenje. Ob odkrivanju svojih poti skozi ezoterično literaturo se je poučil o čakrah, zlatem rezu in sveti geometriji. Zanima ga čisti ezoterizem in vsa umetnost, ki je povezana s tem gibanjem, saj ga privlačijo mistični vidiki legend, mitov in duhovnosti na splošno. Ob prebiranju knjige Adelme von Weiss z naslovom Duh, sila, snov ga je nagovorila njena razlaga nastanka sveta. To pa je bil tudi povod za stvaritev 15 čarobnih slik. Joma svoje dela najprej zasnuje na črni podlagi s srebrnim in zlatim peresom, likom pa nato doda energijo z namestitvijo kristalov na ključne točke likov. V takšni obliki so predstavljene tudi na tej razstavi. Poseben eteričen pridih pa dobijo njegove risbe z nadaljnjo računalniško obdelavo, ko jim dodaja različne svetlobne učinke. Poznavanje okultne anatomije, čakr, meditacije, alkimije in kabale Jomi omogoča, da se na vsaki risbi odrazi njegov občutek za sveto, ki razsvetli bitje gledalca tako, da mu spodbujeno občutje omogoči vpogled v umetnikov vizionarski svet.